Pozdravljeni. Verjetno ste zasledili v raznih virih teorijo, da naj bi imel prihajajoči McLaren MCL 36 nekaj posebnega na prednjem vpetju. Pred približno tednom dni smo lahko zasledili izjemno zanimivo teorijo znanega italijanskega novinarja ter poznavalca tehnike Giorgia Piole. Na italijanski verziji portala motorsport.com je objavil, da pri McLarenu bodo morda imeli na MCL 36 pull rod na prednjem vpetju. In vsa teorija izhaja iz ene same fotografije, kot je običajno v tem času. V trenutku, ko smo se mi spraševali, kako sploh zveni pogonski sklop Mercedes na novem McLarenu, je Giorgio Piola opazil malenkost, ki je nam, navadnim navdušencem, bila skorajda nevidna ali nepomembna. Na fotografiji je opazil, da v območju, kjer naj bi se nahajala kolena voznikov, je tisti klasični prelom šasije premajhen. Namreč sam trdi, da je tam dno šasije na notranji strani skorajda ravno in zaradi tega lahko sumimo, da bo imel nov McLaren tisti tretji horizontalni element spodaj in ne na vrhu. O tem, kar je pushrod in pullrod, sem govoril približno pred 2 letoma in ukolikor koga zanima, bo dobil kot običajno bližnjico tudi do tega starejšega prispevka, seveda v opisu. A zanimivo je, da znani italijanski strokovnjak vidi zadevo, ki je nam, navadnim navdušencem, pravzaprav skrita. Poglejmo si malce od bliže originalni posnetek, ki je sedaj na ekranu. In tu vam moram priznati, da najprej mene osebno ne prepriča volan. Sem pogledal malce bolj podrobno fotografijo, sem nekako zapazil, kot da bi ga nekdo prilepil. In fotografija, ki jo vidite pred seboj, je tista, ki je bila objavljena na uradni strani McLarena. Tu bi rad vašo pozornost usmeril na majhno podrobnost. Nalepko atesta, ki jo vidite na vašem ekranu. Zaenkrat samo to, ampak imejte jo v mislih. Giorgio Piola trdi, da pot McLarena je skorajda raven, kar bi lahko dejali po tem, kar je vidno na tej fotografiji, ampak s koncev ekipe nam pokažejo le tisto, kar si želijo. Mnogokrat lahko vidimo fotografije, ki nam ne povedo dobesedno nič, marsikaj se skriva in seveda iz določenih posnetkov se lahko tudi marsikaj razbere, kot je bilo prav pri McLarenu pri tisti lepi fotografiji, ki nam je pokazala kar nekaj, čeprav nič o prednjem vpetju. A vrnimo se k nam, zakaj bi pri McLarenu raje imeli pullrod kot pushrod. Kolikor gledamo samo mehanske lastnosti samega vzmetenja, v resnici ni nobene razlike, ampak pullrod ima prednosti in slabosti, seveda, če primerjamo s pushrodom. V bistvu lahko vidimo aerodinamično prednost in tudi določeno mehansko prednost, čeprav ima poleg tega tudi izjemno veliko slabost. A da se bomo bolje razumeli, o čem gre zadeva. Mi, navdušenci, lahko od zunaj najbolje prepoznamo pushrod po tem, da diagonalni element v vpetju je orientiran od kolesa proti šasiji, tako da gre po strani navzgor. Zato, ker je tretji horizontalni element postavljen na vrh.
Pull rod je seveda za 180 stopinj obrnjena zadeva in je zato ta tretji element spodaj. In ta diagonalni element, ki ga seveda moramo videti, zato gre od zgoraj, od kolesa navzdol. In to konfiguracijo smo videli v Formuli 1 zadnjič, v sezoni 2015 na Ferrariju SF15T. Pa vam žal na tej maketi ne morem tega pokazati, kajti v tem merilu takih podrobnosti ni, a vseeno kot zanimivost. Prednosti take geometrije vpetja so seveda mnoge. Prvič je ta, da je težišče seveda nižje, ukolikor imamo horizontalni element na dnu. Druga prednost je aerodinamična. Namreč, če si predstavljamo novo generacijo bolidov vsaj po tistem, kar smo videli na predstavitvi barvne sheme bolida Haas VF22, bomo opazili, da ukolikor imamo pull rod, je praktično pred samorežo praznina. Ni nobenega elementa, ki bi motil zračni tok. Po drugi strani, ukolikor imamo tisti tretji blažilni element spodaj, je bistveno težje dosegljiv, ko je treba napraviti tak popravek ali ga zamenjati. In seveda potrebno je bistveno več dela, kar v trenutkih, kot so naprimer kvalifikacije ali kaj podobnega, je vse prej kot idealno. Zato smo tudi videli, naprimer pri ekipi Haas, vsaj na renderju, da se niso odločili za tako rešitev. A vrnimo se k našim fotografijam, kjer pri McLarenu redno objavijo kaj zanimivega. In tudi tokrat so, namreč pokazali so nam, da so tudi oni opravili crash test na fotografiji, kjer lahko vidimo tisto nalepko, pravzaprav tisto, na katero sem vas opozoril. A tam v ozadju lahko vidimo tudi del poda na notranji strani same šasije. Ker moram priznati na samem začetku, da jaz nisem Giorgio Piola in nimam tako tehnično izšolenega očesa. Ampak sedaj, ko vem, kaj gledati, moram priznati, da sam sem opazil nek prelom. To še ne pomeni, da pravzaprav vem, ali gre tu za push rod ali pull rod. A vrnimo se k članku, kjer se pravzaprav avtor sprašuje, ali pomeni ta sprememba pri McLarenu neke vrste trend ali pa veliko napako. Če konfiguracija vpetja pri ekipi Haas drži, to še ne pomeni, da ostale ekipe bodo sledile temu trendu. A pred kratkim je prišla v javnost še ena fotografija in to so objavili pri tovarniški ekipi Mercedes. In seveda, kot ste verjetno opazili, pravzaprav ne vidimo mnogo na njej. Posebej ne v taki obliki, kot so jo objavili pri Mercedesu. Ker smo v digitalni dobi, se da marsikaj spremeniti, ukolikor se fotografijo seveda prenese na svoj trdi disk in kolikor malce popravimo kontraste ter svetlost, lahko sprevidimo marsikaj. Najprej to, da bodoči dvojni V13, kolikor ta posnetek drži, bo imel klasično vpetje spredaj. Push rod, kot smo videli v zadnjih sezonah. In tudi to, da bo nosni konus samega bolida nekoliko nižji in skladno s tistim, kar smo že napovedovali na tem kanalu, vsaj za nas navdušence, podoben tistim oblikam, ki smo jih videli v prvih letih 90-ih let prejšnjega stoletja. In seveda sedaj ostaja vprašanje, ali je Giorgio Piola imel prav ali ne. Odgovor, ne vem, ugotovili bomo skupaj ob predstavitvi McLarena MC L36. A po drugi strani to sploh ni važno. Mi vsi navdušenci se lahko od takega mojstra samo učimo.
takrat, ko ima prav, in tudi takrat, ko morda zgreši. Pozori nas lahko na tiste malenkosti, ki bi jih, če ne drugače, prosto spregledali. In tudi to, da se lahko mi navadimo tudi opazovati take posnetke, je velika vrednost, ki se jo pa marsikdaj ne zavedamo. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.